Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 202. epizoda Apparatusa, v kateri je z mano govoril Matej Praprotnik, ki bi definitivno mogel biti v tem podcastu že kar nekaj časa nazaj, pa sem jaz potem raj čakal do epizode 202, ker pač val 202, tam so tudi sodelavca. On je pač en od teh ljudi pri nas, ki o podcastih in audiu nasplošno razmišlja vsaj to, kaj jaz, če ne še malo več. Tako da sem se o tem pogovarjala, pa o njegovi izkušnji v Ameriki, pa potem še o chemtrailih, pa cepljenju in ostalih zadevah, ki jih on počne. Če bi radi podprli ta podcast, pejte na aparatus.si/podpri. Če ste pa to že naredili, pa ful hvala, ker brez vas ta podcast ne bi več obstajal. Tako da še enkrat ful hvala vsem, ki podpirate. To je za intro to. Zdaj pa Matej. Zakaj? Ker je bil že čas. Okay, telefon da je potih in pa začnejo. Telefon potih. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Moje ime je Matej Praprotnik. Sem radic, odkar pomnim, že 20 let intenzivno delam radio, tudi prej sem o tem razmišljal, čeprav se mi zdi, da sem se v zadnjih letih transformiral še bolj v podcaster, ampak vse to je isto. Ne? Ja, radic sem, to me najbolj opiše. Okay, zdaj gre takoj genezo, kar mislim, da se mi dejansko mogoče še nisva pogovarjala. Kje šole imaš ti narejene? Kaj si ti? Kaj je to? Tako od osnovne šole naprej? Lahko od osnovne šole naprej, ja. Da ljudje slišijo, da si iz Koroške. Ja. Z dialektom ali brez? Dej z dialektom. Težko. Ne, ker sem se ga odvadil in sam, ko govorim s Korošci, še se to sliši. Hodil sem na najboljšo gimnazijo v Sloveniji. To je laž. Ja, zato, ker ima smučišče ob strani. Zato. Okay, no, a je argument. Ja, to je argument. To je gimnazija Ravne na Koroškem, zraven je smučišče posekati. Ja, tudi ti na Maze hodila. Ampak za mano. Ja, okej. Okay. Mogoče si bil pa inspiracija. Pač, ja. Nedvomno. Pol sem šel pa na fakulteto za družbene vede. Takrat nisem točno vedel, kaj bi študiral, ampak se mi zdelo, da bi to bila komunikologija. Mogoče me nekoč še oglaševanje zanimalo, ampak ves čas sem govoril, da ne bom novinar. Sem pa hkrati že v srednji šoli začel delati radio in pol je to ostalo. To je tudi vpliv staršev, nedvomno, ampak radio bi tudi, se mi zdi, tudi sam po sebi lahko čisto dobro vzljubil, tako da... Ja. Da, pa kaj je bil ta vpliv staršev? To še povem. Novinarja sta oba. Ja. En dopisnik, en starši dopisnik, bil dopisnik za Delo z Koroške, drug starš, ne bom spolno neutralen, je pa delala na Koroškem radiju. In ti si pa na Koroškem radiju tudi začel? Ja, začel. Veš, to je bilo v srednji šoli res fajn. Ja. Skratka, moja prva zaposlitev na Koroškem radiju je bil glasbeni urednik. Wow. Takrat je mene glasba že zelo zanimala. S časoma sem dal to zanimanje na stran in sem začel druge stvari delati, ampak na tak način sem začel in pol sem vodil pa lestvico, popularnih 20 se mi zdi, da je bila in si predstavljaš, to je zelo dobro. To si na srednji šoli res car. Ja, dejansko. Ja. Jaz največ, kar sem prišel v srednji šoli radio, je to, da smo imeli na Poljanah nek kvazi radio, kjer si vrtel musko med odmori. In sem bil kaj povabljen. Ne? Tudi šolski radio, šit sem delal. To sem pa čisto pozabil reči. A bo še enkrat začel? Ne. Šolski radio je tudi takrat, ko sem še tremo imel pred mikrofonom. Nisem mi še zdelo, nekako radijska samopodoba še ni bila takrat izdelana. No pa to je dosti dobro vprašanje, ti, ki si tako zgodaj začel, ta trema pred mikrofonom, ne? Ker to je edina stvar, ki si jo jaz štejem malo plus, zdaj, ko sem nereš pršel, pa so me dali pred majk, ne? Je bilo kar nekako okej. To je prvič v življenju in po moje zadnjič, da se mi je to zgodilo. A ti si imel isto na Koroškem radiju, a je bila groza na začetku, pa potem nekako ne več? A veš, da se ne spomnim treme pred mikrofonom, bolj se spomnim recimo treme, ki si na odru. Ja. In me čudi, recimo poznam ljudi, ki jih sprašujem sam, kako uživajo na odru, ampak je preprosto stvar navade. Te treme pred mikrofonom sem se dosti hitro znebil, ampak se pa spomnim, da ko sem prišel na val 202, pa čutiš malo večjo odgovornost in tudi, če si že zreziran mikrofona, ko se vklopi rdeča luč, malo zmrzneš za kak trenutek, pa recimo, če se mi kdaj dogajalo, da recimo, ko sem bil v ZDA, res eno leto skoraj nisem, ali pa pol leta nisem sedel v živo za mikrofonom, ko sem se vrnil nazaj, je bilo dost nenavadno se spet vsesti v studiu in takrat sem bil spet malo negotov, ampak to mine, to pride in gre. No. Ja. Na Koroškem radiju, kaj vse si pa tam počel? Zdaj si rekel, začel si kot glasbeni urednik, pa si imel lestvico, kar je kar noro. Ja. Kaj je bilo pa po lestvici? Meni se zdi, da sem,
Gotovo je bilo vmes še kaj drugega, ampak vodil sem študentsko oddajo Šalter. Menda še zdaj obstaja. Študentska alternativa. To je bilo kar... To je zelo dober ime. To je bilo kar weird. Si se ti zdaj ime spomnil, ker slišiš se kot neki ta zgled. Študentska alternativa. Mislim, da sem bil zraven. Okay. Bila je kar v redu oddaja. Moram reči, se mi zdi, da sem bil že takrat, me je zanimala ta kreativnost v radiju, ta ustvarjalnost, ki sem se ji pol po svetu tudi na Valu 202. Ampak naprej prijava kaj, ti, ki si toliko mlad spoznal radio, pa audio, bo tako rekla. Takrat se še o tem ni govorilo. To je res, je bil. Takrat, mislim, dejansko je bilo, takrat si digitalni radio nemogoče predstavljati. In zelo dolgo je veljalo, karkoli si izrekel po radiju, izginilo za vedno. By the way, sem se pa ful že takrat navdušil nad mini diski. In v srednji šoli, ena prvih stvari, ki sem jih jaz naredil in na katero sem bil zelo ponosen, je bila na Arnesu spletna stran v mini disku. Ljudje okrog mene so se malo norca delali z mene, on pa dela spletne strani, pa še v mini disku, ampak jaz sem se na tem res navdušil. No, jaz sem na Unmu Arnesu recimo pa postavil spletno stran o avionih. Pač o ameriških bombnikih. A to še kje obstaja? Jaz imam HTML imam shranjen, ni nikjer več na netu, HTML imam dejansko shranjen. Tudi recimo, jaz sem bil prvi Matej Praprotnik, AFNA Guest Arnesi, pa ko sem končal gimnazijo... Nisi več podpisal unga obrazca, mi je poteklo. Mi je poteklo in zdaj to, meni se zdi, da to je en profesor iz Škofje Loke. Z neke srednje šole mora biti, ker drugim časih imele take čudne. Da še zmeram na Guest Arnesi. Gospod profesor ali pa, en je zobozdravnik. Mogoče bi še kakšnega Mateja Praprotnika povedal. Jaz sem sploh počaščen pa presenečen, da si v epizodo 202, ker sva se hecala, da sem bolj 404. Po svojem je žal, da tega joka ni več. Da se nehal, v bistvu. Ker dejansko po vseh pravilih, naravnih pravilih, bi ti mogel biti med prvimi 10. Ampak potem pa, ker nekako nisi bil, je pa meni ratala neka igra v glavi. Koliko časa bom zdržal, brez da Praprotnika povabim v aparat. Slej, ko prejme, morajo vsi intervjuvati. To je resno, to je res. Se ti pravim, to je naravno pravilo. Jaz sem v bistvu še dosti dolgo sem kluboval. Zdaj, kaj me zanima, ta tvoja kreativa kot taka, že tako si rekel, da si hotel mogoče oglaševanje študirati. To je neka ta žila, se mi zdi, sploh pa v unih letih si rečeš, veš, unika mar razmišljajo o šalah ali pa te tvoje besedne igre. Se mi zdi, da pol je neko oglaševanje, tako kot fakt, se mi zdi, da je neka taka, veš, družbeno sprejemljiva, ta je pa malo smešen, da je pa to delati, ne to stand-up, veš. Ampak pa je to oglaševanje. Jaz sem tudi o stand-upu razmišljal, A veš, kaj me zanima, meni je zelo všeč, kar mi je zelo všeč pri tebi, je to, da nekako si da si ostal zvest audio kot takmu, zato sem to prej rekel, ali pa radio, da te ankoli te v bistvu ni zares zanesel, da bi hotel iti na TV, ker se mi zdi, da v teh časih, zdaj mi, ki sva že malo stara, je bilo zelo tako, radio je bil pa vedno TV, vedno je bila slika, ker je bilo tako, zmerno se je to dojemal kot eno štengo več, to, kar je pa pri meni te všeč, je pa tako res ta audio, pa gre /radio. To si zelo lepo povedal, ker mislim, to si postavil tako perspektivo, da sem tudi jaz navdušen zdaj nad samim sabo, ker res pa na sebe gledam, pismo sem en fail, ni mi ratalo nič drugega, ker sem ta radio. Ampak zelo veliko ljudi, s katerimi sem nekoč delal, so zdaj po vsem drugih poklicih in zelo pogosto srečam koga, ki je v Bruslju, glej v vladi ali pa, mislim, povsod so ljudje, ki so včasih delali radio, sam jaz sem še na radio, in pol, mislim, nisem smešen, včasih slišim, ti še pa kar na radio, še pa kar na radio in to je, v bistvu sem nasjejen par teh pacientov, ki nam je audio dejansko všeč. Hočem reči, da hočeš delati v temu formatu, da nočeš delati, nočeš delati mogoče premočno, ampak da ne vidiš tudi potrebe, da bi zdaj ali video imel ali pa pisal. Res ne vidiš, zato ker vsakih 5 let odkrijem nekaj fenomenalno navdušujočega in novega in na področju zvoka, podcasti leta 2008, ko sem pisal diplomo o tem, pol odkriješ binaural, pol odkriješ This American Life, Radio Lab in lahko se pol nasplošno dokumentaristiko v radijskem pripovedovanju in jaz mislim, da če se posvetiš radiju, pa to sem se pogovarjal že s kolegi na Valu 202, si v resnici nič hudega, če posvetiš vse svoje življenje
radio, ne, čeprav se sliši za koga o. Ja, ne, si to. Jaz ta hip sem na to ponosen, kar ne pomeni, da nisem poskušal kakšne druge stvari, ampak ene par reči me je pa zaznamovalo, da ostajam v tem poklicu. Ne, pa se to, to sem hotel res tako, na gor sem hotel to povedati. Glih zaradi tega, ker se mi zdi, da je vedno, ta zvok je vedno posod tudi lahko zraven, ne? Če pa sam zase tu je bil pa zmerno malo tako mišljen. Saj tako sem ga jaz doživljal od drugih, ne? Meni je bil pa glih zaradi tega pol všeč, pa tako, ker si rekel, ker je tok tukaj noter za početi. Pa glej, kako zdaj popularni postajajo podcasti, zdaj bi jih pa kar vsi snemali. Ja, to je res. Jaz bi že ves čas govoril, da so kule. To je dosti res. Greva ta 2.8, ki si rekel pa diploma, ampak mene bolj zanima pač ta tvoja ameriška izkušnja, pa jaz jo nočem v bistvu, zdaj se malo preučujem, ampak nočem tazga porna delati iz tega, Matej je bil v Ameriki, tam samo... Na Stanfordu. Ja, na Stanfordu, veš tako, ampak je pa res, da si imel pa takrat res eno zelo, mislim, pravi čas, pravo mesto, pa popravljam, če nimam prav. Ne? Američani so pa sploh javni radio v Ameriki. Nam rekel, da je bil pred svetom, čeprav so bili, ampak tudi na način, oni so se tam z način drugim spopadali. Tako je bilo meni razložen, vedno ta ameriška v bistvu scena radijska, je bilo zelo komercialno, ne? Radiji, ne, ali pa zelo nišni so ratali tam, ne. Ta v bistvu NPR oziroma njihov javni radio je pa bil neka ta umirjen glas v poplavi vsega ostalega. Tako je bilo meni vedno to razloženo. Ne. Ti si pa tam bil glih takrat, ko se je pa še ta digitalna prehod začel dogajati. Jaz sem imel izjemno srečo, tako se meni zdi, pa me kdo pozori. Ne, vse logično, da si šel tja in da si tam bil, to ni sreča, ampak to let sem že posvečen radiju. Jaz sem prej NPR poznal tako, da sem bolj ali manj vedel, da obstaja. Potem sem imel pa 20 res to srečo, da sem bil vključen v eno štipendijo, ki je Slovenski sklad organiziral. Bila je sedež štipendije oziroma celega programa je pa Stanford. Ampak poleg tega, da sem bil na Stanfordu, sem si mogel najti tudi en host medij in meni je bilo od prvega trenutka jasno, da mora biti to javni radio in takrat sem začel pisati na KQED San Francisco. I'm Michael Krasny. Da bi jaz tam delal in to je bila pa povsem moja odgovornost in jaz sem si res želel in očitno je tako, da če si nekaj zelo želiš, da se ti to tudi zgodi. In takrat sem odkril, kaj v resnici pomeni za novinarstvo in pa radijsko estetiko ameriški radio. Izjemno kreativna sila in ta razvoj gre že ful let nazaj. Včasih mi je žal, da sem to razmeroma pozno odkril, ker še zdaj odkrivam stvari, ki me popolnoma fascinirajo in ki recimo zelo sistematično razlagajo, kako se ustvarja radijska estetika v Združenih državah Amerike. Pa kako bi jo sam tako, da si ljudje lahko predstavljajo, ker to je zelo, mene ti sam rečeš, sam rečeš 3 besede ameriška radijska, jaz točno vem, kaj pomeni to. Ne, pa kako bi ti to razložil? Nekomu, kaj to dejansko je? Ameriški radio ali estetika? Je v bistvu ta nek NPR zvok ali pa NPR novinarstvo ali pa NPR dokumentaristika. Mislim, si ni treba čislati samo NPR-a, ampak nasplošno te radijske produkcije, ki so nekomercialne ameriške radijske produkcije, pa podcastov, vsega tega. Jaz sem bil res prepričan, ko sem prišel na Stanford, da je ameriško novinarstvo embedded, pa commercial. Ampak pol sem spoznal toliko dobrih, pametnih ljudi, ki se ukvarjajo z radijem, da sem se navdušil. Pelal sem se čez Golden Gate Bridge, v soboto opoldne. In ko se peljem čez most, je bil po radiju, je bila pesem Hej brigade. Tisti hip ugotavljam, kaj je to za ena skladba? In potem novinarka reče, this is an old Slovenian war song. In kaj je to za ena oddaja? Bil je Radiolab in takrat sem odkril Radiolab in potem sem začel raziskovati naprej. To je bila epizoda o Juretu Robiču, oziroma ne o njem, ampak o tem, kaj telo doživlja, ko gre v ekstremne napore. In on je razlagal, da takrat, kadar mu je najhuj, mu ekipa spremljevalna predvaja Hej brigade, ker ga to ohranja pri močeh. Potem pa začel odkrivati, kaj je to Radiolab, kaj je to This American Life in že takrat se mi zdelo ful čudno, da jaz tega prej nisem poznal. No? In ta moment, zakaj z tega nisem vedel že prej, se mi je še parkrat zdaj od takrat naprej
ponovil in sem včasih kar malo razočaran. Hkrati pa vesel, da tudi če na Radio Slovenija zdaj delaš radio, je pa veliko teh stvari že znanih. Pa se mi zdi, da je še ta dodaten bonus, to pa ta digitalizacija ali pa internet pol prenese, ker tudi Radio Lab ali pa This American Life bi se lahko dogajala tudi sam na radiju, pa ne bi bila nikjer arhivirana, resmo, ne bi bila tako, ali pa kot podcast na voljo, ne, pa bi bilo še težje najdeti. Zdaj pa, kad ti to enkrat odkriješ. Ja. No, recimo, jaz, ko ljudem razlagam, recimo Netflix je super storitev in zelo veliko fajnih serij je na voljo. Ameriški radio je približno to. Skratka, poznamo ameriško komercialno televizijo, žal pa ne poznamo ameriškega javnega radia, ki je pa podobno bogat in dostopen. Dokler ni bilo podcastov, ni bil dostopen. Ja, se to, ne. Zdaj ni tako dobro dostopen kot Netflix, ker podcast je še zmeraj neki bav za veliko ljudi, ampak ko odkriješ eno oddajo in slišiš drugo in vidiš, tako kot Ara Glas pravi, si ustvariš nek ideal, imaš svoj killer taste in rečeš, ti izbirati tako delal svoj radio. Ja. Težko je tudi nazaj. Ne? Ja, in to je neka letvica, ki si jo lahko s poslušanjem ameriškega radia zelo visoko postaviš in Ira Glass pravi, da traja ful dolgo časa, da dosežeš to letvico in si zadovoljen z lastnim delom. Jaz je še nisem dosegel, tudi Ira Glass pravi, da to ful dolgo traja. Tudi če bom 80 let star, ampak vem, k čemu stremeti. Ja. Pa tisto, kar je meni zanimivo, je še to, da so to pač vseeno, pa nočem ful posploševati, še vedno so to Američani, zato je meni to toliko vredno, tudi ko govorim s temi kolegi, ki podcaste delajo v Ameriki, ki pravi, to je pa ta normalen, to je že slabo, to smo pa tako ljudje, tako, da ni sam neko kričanje, oziroma res neki navid sam na čist, ker res, se mi zdi, da dokler ti ne slišiš komercialne radijske postaje v Ameriki, si ne znaš predstavljati, kako nahajpan, pa nimam boljše besede, je lahko radio, ki meni res ni. Ja, recimo, se tudi zelo malo ljudi v Ameriki razume, kakšna je struktura NPR-a, ker Member Station razume to NPR, ti si novinar NPR-a, ne, jaz sem novinar KQED, ampak KQED je v mreži NPR-a, to je totalna zmeda, tako da Slovencem to sploh ni treba razlagati, če še Američani ne razumejo. Ampak to je mreža, to je produkcijska mreža, distribucijska mreža. Zanje se je zelo veliko spremenilo, ko je prišel internet. Včasih so oni pripravljali vsebine za radije, ki so jih predvajali potem od vzhoda do zahoda. Ko je prišel pa podcast, je bila prva zadrega, čakajte, mi ne moramo ob 6. zjutraj objaviti podcasta, če ga bojo v San Franciscu predvajali šele čez 3 ure. Ne. A veš? To so ti ameriški. Ampak, kaj me je pa tudi navdušilo, ko sem bil v Washingtonu na sedežu NPR-a, da let uporabljajo. Oziroma so ga takrat, leta 2010, ne vem, še zdaj. Da let je to orodje, v katerem na valu 202 živimo. Ja, in pa sem rekel, glej, imamo to vse isto. Povej mi še, kaj si ti pol počel na QQED-u? So ti dali lestvico takoj? Ali kako je to zgledalo? Smo slišali. Imaš koroški na glas, tako da se mi niso spustili pred mikrofon. V resnici sem bolj opazoval. Dejansko si nisem predstavljal, so me poslali na teren, sem spremljal, opazil sem, da praktično nič ne poteka v živo. Ko sem vprašal, zakaj ne, so mi razložili in to je ta pristop k ameriškemu radiju. Nas toliko skrbi ta estetika radijska, da si ne moramo privoščiti, da smo kar postavili na teren in javili v živo. To mora biti zelo dobro sproducirano. To je bilo, mislim, se ni res, da niso sploh nič v živo, ampak recimo, ko so bili učiteljski protesti zaradi budget cuts, sem šel pomagati snemati ankete, ampak vse se je produciralo kasneje. Kaj sem še delal? Veš kaj sem, recimo, ko sem spremljal kakšne dogodke, ampak šel sem tako, moja naloga je bilo to collect tape. Veš kaj to pomeni? Prines posnetek, malo, tako da bom malo uporabljal. Skratka, nisem bil reporter. In ko sem prišel, spomnim, ko sem enkrat prišel iz terena in sem razlagal, kako so protestniki šli from Citibank to City Hall. In to je bil pač moj pan. Rečem, kolega moj, pismo imate, you should be a reporter. Sem rekel, veš, I am. Ampak tle pri vas pač sem nek Slovenc, ampak zanimivo, ko sem prišel tja, so rekli, pa tlele pa imamo eno, ki je bila v Sloveniji, v smislu zihar je Slovaška, ampak ne, je bila dejansko kolegica. Vsaj eden je vedel. Ne, kar par ljudi je vedlo, tako da jaz sem se tam ful dobro počutil, predvsem, kar sem pa jaz delal, sem pa raziskoval in kar pa meni res navdušilo, je pa, tam so stvari, v katerih sem tako, kako bi rekel, bežno razmišljal ali pa sramežljivo razmišljal, da bi jih delal na Radio Slovenijo, so tam že vse stale.
spletna stran v WordPressu, pol posnetki online, podcasti. In se rekel, šit. Očitno se že da. Pa sploh ni tako težko. Ja. In pol mi kapne, ne, pol, ko sem prišel nazaj, sem dejansko izrazil to željo. Poglejmo naše spletne strani, poglejmo naše podcaste, ki so bili leta 2010 praktično ponudba MMC-ja, ne radija, ne. In takrat sem rekel, ne, takrat je bila moja ideja, vse radio mora imeti lastništvo nad spletno stranjo, nad podcasti in lej, 2020 je tako. Evo moje delo. Tako je šlo. 10 let, to ni nič. Ja, ker ko sem se vrnil nazaj, sem pa začel iskati ljudi, ki bi mi pomagali. No. Zdaj pa, si omenil spletno stran, to vedno pol vprašam te ljudi, ki delamo v medijih, ne? In gremo reči, v narekovajih znamo uporabljati računalnike. Odkje pa to, da nimaš s tem težav? Da nisi ta človek, ki je pač, sklepam, na Koroškem radiju ni bilo 6 programerjev zraven, s katerimi bi ti sodeloval, ne? Ali si tako, ko si bil mulc doma, si računalničke, kaj si prčkal? Moja prva spletna stran je bila... To razumem. O minidisku, ja. Ampak nekako sem pozabil na to strast. In jaz mislim, da šele po KQED sem spet bil navdušen nad tem. Prej sem dejansko, do takrat sem bil zelo ponosen, da je moj fokus samo radio. Ne, razumem, ja. In nekaj časa sem se tudi tako vedel. Potem pa radio presilil. Jaz ne rabim, da je moj posnetek na internetu, kjer folk celo komentira in se trola. To jaz tega ne rabim. Če ti nisi pripravljen svojega časa nameniti radio, če ti nisi pripravljen poslušati moje reportaže, nikoli ne boš slišal, ne zaslužiš si, razumeš? Jaz sem dejansko nekaj časa tako razmišljal, ker mi je bil radio tok izčiščen medij, ali ne vem, res se mi je zdel lep medij, intimen. Ampak na KQED, pa jaz sem bil tam ravno takrat, ko so oni konsolidirali svojo znamko, ker KQED za razliko od večine teh NPR postaj, so tudi televizija, so tudi člani PBS-a. Zdaj, da so radio-televizija, ki zaposluje 200 ljudi, to je 10-krat manj kot RTV Slovenija, in zato so pač nekatere rešitve realizirane 10-krat prej. Takrat so oni konsolidirali in takrat jaz sem že prej razmišljal malo o znamčenju, brandingu tega in oni so pa ravno takrat, ko sem bil tam, je prišel befel, odločitev z vrha, da ne bomo več KQED Radio, pa KQED TV, ampak KQED News. In to je potem odmevalo po vseh njihovih platformah, ki niso bile samo 3, televizija, radio pa splet, ampak so še za šole pripravljali recimo te oddaje, ki so bile tudi meni blizu, oddaje o znanosti, še v bistvu neke izobraževalne pole. Tako da oni so dejansko vse, kar so delali, so imeli v glavi 4 platforme. Večina stvari in wow. To me je navdušilo. In potem sem tudi mislil, vse pri nas bi se tudi dalo na tak način in mogoče ne veš, ampak jaz že mnogo let govorim o tej integraciji, ki se ne dogaja, ampak mi je tako žal. Jaz dejansko mislim v tako dinamičnem medijskem svetu, ki ima izjemno veliko groženj, veliko stvari se spreminja, novinarstvo ne umira, ampak se pa na trgu veliko stvari spreminja, pritiski so veliki, tehnološki tudi. Se mi zdi za to hišo, v kateri jaz delam, da je bila ta integracija zelo smiselna, ampak nismo še redi. Hkrati pa je tudi toliko deležnikov, notranjih, zunanjih, ki se mi zdi, da prav namerno zavirajo ta razvoj. Tako da je nemogoče. Si rekel, ne, da se je pač vsaj planota, na kateri mediji obstajamo, da se je ful spremenila. Kaj bi pa ti pol dal FM-u še? Kaj bi pri FM-u? Zdaj celo digitalno, celo to plast pač daš stran. Kaj je tisto, kar pri tebi pod tem FM-u še vedno daje življenje? Veš, tako, jutrni program na radiju. Okay. To, recimo, jaz zjutraj, veš, vedno povem, če me kdo vpraša, kakšne so moje poslušalske navade, ker imam res razvite poslušalske navade. Skratka, zjutraj, ko se usedem na kolo in dam eno slušalko v uho, je vedno ta dilema, kaj bom poslušal. In jaz sem resen poslušalec. Lahko se odločim za zvočno knjigo, lahko se odločim za podcast ali pa za živ radio. In teh odločitev je kar veliko in če se odločim za živ radio, je to zaradi recimo jutranjega programa, voditla pa muske. Ampak pri muski sem zdaj tudi pač te pretočne musko tudi poslušam. Skratka si prilagajam glasbo
lastni potrebi in moč radija, pa javnega radija, pa radija na splošno se mi zdi, jutranji program, to mora biti pa. Ja. To je Če je kaj prime time, je to zato, prime time. Kaj meni zelo všeč pri živem radiju je, da imam občutek, da me voditelj tisti hip nagovarja. Pol pa pričakujem tudi nek element presenečenja in to jutranji živ program ponuja. Ja. To je ta moment, ki ga ima šport na televiziji še vedno. S tem jaz primer. A veš, to je drugače. Vse ostalo se mi zdi, da je mogoče, tako sploh kar se audija tiče, se mi zdi, da je svoje mesto bolj najdlo na internetu, kot zdaj, če govorijo podcast, veš, kot taka, pa prej si rekel, kaj si Radio Lab, pa to veš, Radio Lab na radiju je čisto ok, ampak na netu Radio Lab je pa to, kar hočeš, da je. Se mi zdi, da točno to jutranji program je pa res ta stvar, ki se mi zdi, veš, to je tako, ne vem, pri časopisih, veš, včasih je bilo v časopisih tudi vreme, pa v smrtence, pa mali oglasi, pa vse. Vsi so še. So vse, pa hoče tisto, kar je pa pol vidiš, kar pa mogoče v časopisu, ali pa potem, če se to pretopi na spletno stran, kot tekstu ostane, so pa daljše reportaže, recimo. To je inherentno temu. Se mi zdi, da včasih, ko pa še ni bilo interneta, je pa vsak medij prav še vse zraven početi, ker pač je bilo treba. No, ampak zdaj vidiš, živ radio, jutranji ima veliko konkurence. Že jaz se odločam, kaj bom poslušal. In že jaz se včasih zjutraj odločim, ne tokrat bom poslušal pa podcast. Ampak to je stvar izbere in iz vidika ali pa z perspektive poslušalca je super, da so podcasti, da je Spotify, da je Deezer, YouTube Music. Da so Audible knjige zvočne, recimo Jezero. To sem poslušal, po službeni dolžnosti oziroma ne, me je navdušilo me, ker sem poslušal še režiserja, pa Sebastiana sta takrat govorila, a veš, recimo nikoli nisem pomislil na to, da mora interpret zvočne knjige biti zelo neutralen, da ne interpretira likov, ker če ne, a veš, ubiješ lastno interpretacijo. Ko razmišljaš o radiju, mislim, da je Eric Glass, ki pravi, da je radio najbolj, sicer ni edini, najbolj vizualen medij, ker vse lahko naslikaš. Karkoli lahko naslikaš. Recimo, kako zdaj sediva v banji, pa piva koktejl. Jaz sem to režal, pač budžet za posebne učinke pri radiju največji, ker pač samo rečeš in imaš solca, ni treba. Ampak mislim, imaš ni čisto res, se veš, lahko se pa ful potrudiš, pa dodajaš zvočne efekte. To je res. Lahko pa rečeš, bila je noč, pihal je veter. In je to že dovolj. Je to dovolj, več dovolj. Zdaj pa greva še na en tvoj. Se mi zdi, da če bi Mateja Praprotnika, jaz te boljš poznam, da se vsak dan praktično vidim, ampak se mi zdi, da navzven, ima pa Matej Praprotnik še eno persono, še en zobozdravnik. A veš? Še en zornik, kot obstaja, v katerem se moramo pogovarjati, ker mislim, da bi ne bi usluge naredil, če se ne bi. To je pa ta tvoja, pa nočem te besede uporabljati, ta skeptika, veš, to meni ne paše mi k tebi, ampak ta tvoj res iskren, bom rekel, to sem prav razmišljal, kako bom to povedal, ta iskren, bom rekel, boj proti neumnostim na netu, predvsem pa tistim, ki potem škodijo, recimo, ne. Se mi zdi, da ti imaš res to, če ima pa eden to zapečen, imaš procesor pa RAM, to je pri tebi v procesorju. RAM se še malo menja, ti se pač to, kar si se ti boril proti antivaksarjem in njihovimi hočem reči borba na ta način, razumeš, da sam poveš tam takrat, kaj je boljše. Pač dejansko neki energijo v to vlagaš, a ne? A kako bi ti to? Ne vem, jaz sem to kot novinarja me to... No sej. Ja, recimo, ampak včasih to tudi kako na ključe. Recimo, jaz oziroma, kako bom rekel, nasprotnike cepljenja, nasprotnike obveznega cepljenja, da obstaja v Sloveniji izvedel šele, ker sem se pogovarjal z Benom Goldacreom za oddajo Frekvenca X, ker je rekel, da dejansko je dal eno zelo zanimivo tezo, da on se zavzema za družbo, v kateri lahko starši sami odločajo o cepljenju, hkrati pa največji razlog, da pa ni tako, so pa nasprotniki cepljenja, ki strašijo svojo propagando. Ja. Takrat sem spoznal te ljudi, ko so me ne tožili, ampak grozili, pa poslali na novinarsko častno razsodišče, kjer so seveda zgubili, ker hvala Bogu znanost zmaga. So mi tudi grozili po telefonu, skratka zanimivo se ti spremeni življenje, ko se dotakneš te teme. Z Andrejem Bauerjem sem se o tem pogovarjal,
ko so se pripravljali na nedeljskega gosta, ker sem jaz bil spraševalec. In med drugim je postavljeno zelo dobro vprašanje, ampak znanstveniki vam pa niso nič grozili. Rekel, ne. Zanimivo vprašanje, ne, v resnici ne. Se pravi, znanost ti ne grozi, ne grozijo ti sam, bom rekel, ne vem, nevedni ljudje, ampak sploh. Ampak, veš, ko si začel to temo, smislo, najbrž bo smislo Facebook, pa prodajo Facebook skupin, ker take stvari me pa res zmotijo in si vzamem čas, rečem, ljudje, fakt to ni v redu. In kakšna stvar me res, se mi zdi, ne mi uničevati interneta, ne? Ali pa Slađana Veljkov, ta je bil tak primer, ko se... pa povej, kdo je ona, mislim, zakaj tebe, ne, ker se mi zdi, meni je cool, da imaš ta instinkt, pa zelo dobro si to rekel, da pač ti to iz novinarskega, da je to vzvod, v resnici, da ni zdaj sam bente, ni tako, da Matej Praprotnik naredi svojo Facebook skupino. Ampak da je tako, povej za Slađano, pač kdo je bila, sem to ampak glej, mene je spet zmotilo, jaz ne bi vedel, kdo je Slađana Veljkov, če ne bi o njej pisala priloga ona. In intervju z njo naredila. Beden članek, mislim, ne zasluži si papirja. In tam je pisalo, koliko ljudi je bilo pohabljenih zaradi cepljenja, ampak ta članek ni bilo rečeno, ni temeljil na nekih znanstvenih raziskavah. Pol pa hkrati govorim, ta Slađana Veljkov pa prihaja v Slovenijo in pol so jo povabili na javno razpravo o avtizmu in ker smo mi takrat začeli, ker sem začel raziskovati in kontaktiral organizatorje, so skenslali predavanje. In pol smo dobili posnetke tega predavanja in sem naredil kar temeljito analizo tega, kaj ona predava, jo soočil z znanostjo, zdravniki in pol so mi zanimivo, tik pred oddajo, mislim, da je bil to vroči mikrofon v torek na Valu 202, pride grožnja s tožbo, ki je bila poslana generalnemu direktorju radia, uredniku Vala 202. Urednik Vala 202, takrat je bil to Mirko Štular, me sem vprašal, a so vse trditve, ki so noter resnične. En popravek smo naredili še v uvodu, ampak to je tisto novinarstvo, ki si res ponosen, za vsem stojim. Če sem se pa zmotil, mi boste pa kasneje, mislim, ne bi šlo to v veter, če ne bi stal za tem, ampak če bi priznal možno, da sem se zmotil, ampak ni bilo potrebe, čeprav so mi grozili in pol se začnejo osebni napadi, ampak to spet mislim, samo pač fake znanstveniki te lahko napadajo. To mi je zelo všeč, da pravi znanstveniki ne grozijo. Pravi znanstveniki ne grozijo pisma. Malo žalosten, da moramo to na glas reči. Lahko rečejo, poglejte, kar je naredil Matej Praprotnik tem prispevku, ni res in bi rekel, pismo, žal mi je, ker čutim odgovornost, da kadar kot novinar nastopam, da ne govorim neumnosti in zelo težko bi recimo jaz moderiral, počasi zelo rad sem strokovni moderator kakih strokovnih posvetov, ampak ko sem zadnjič gledal posvet o 5G, sem mislil, ti si Mislim, tisto svet je predvsem rabo moderatorja. To je res. Tudi, če ga ne bi bilo, v resnici se ga niti nisem imel. Tisti posvet, ne sam bi rabo moderatorja, tudi repa glavo. Posvet je močna beseda, zato ker se je pol res zgodilo, ker toliko neumnosti okoli 5G pa težko najdeš na kupu, v resnici. Še eno anekdoto bi te prosil, ker pa sam hočem, da je enkrat posneta. Zdaj greva pač bova ostala na isti poti. To so pa chemtraili, kjer si pa ti enkrat objavil eno sliko, v bistvu šalo. Kako je bilo? Sedel si na avionu, točno. To res, dej povej, kako je potem ta Facebook armija to zlorabila, ker tisti je pa, jaz sem bil takrat res, vesel sem bil, da te osebno poznam, ker si mi lahko to pokazal, jaz sam začnem pa ti povedal, kaj si razvijal. To si še malo pozabil, Matej je v bistvu bil na avionu in sedel si v bistvu nad krilom, tako da se je dejansko videla tista črta, ki jo avion riše, mislim, da je bilo nekaj tazga. In si slikal to, in potem si napisal tako, poglejte, res je, jaz sem še na pletu. Jaz sem na letu, kjer škropijo, karkoli že škropijo, in si se podpisal, kar je bil pa joke, res super joke,
Matej pa ima kako vejca 3 leta, ali kako je že 4 leta, ali neka absurdna starost, da se je videl, da ne bi znal tako majhen otrok tega napisati. Ne? Na kar koliko časa je trajal? 2 dni? Wow, to je Modro nebo je objavilo je delilo moje objavo, čisto poglejte, novinar je končno priznal. Jaz se spomnim, s Petrom so letelo v Stockholm in sem slikal. In pol sem na pletu, da je bilo ful čudno na tem letu, vse je bilo čudno, da so nas posedli sam do sredine, da nazaj nismo smeli, Pol sem pa jaz, ker sem videl, da tako malo čudno letimo nizko in nad Slovenijo, menda, ampak mi smo leteli proti Stockholmu, tako da je bilo čudno in sem šel nazaj in pol sem zadnji videl neke cisterne. Cisterne in sem rekel, čak, to je pa čudno in pol, ko je Stevka to opazila, je priletela do mene in rekla, dajte hitro nazaj, pol smo se nekaj hitro obrnili, pilot je nekaj naredil, nek manever in to sem jaz upisal, ampak Pol, ko je to šlo tok okrog smislu pismo, to je bila res neumnost, ampak jaz sem hotel sam prikazati, lejte ljudje, na internetu boste našli itak vse. In domišljija je na internetu res ne pozname. In dajte pismo ločiti med fikcijo, med znanstveno fantastiko, pa znanostjo, ki nam resno nekaj sporoča in vse, kar delate ljudje, ki verjamete v vse božje teorije, brez znanosti, mislim, ne bi imeli niti slike zemlje iz vesolja, ki menite, da je ravna, če karikiramo. Se to, ampak tisto, kar je bilo meni super pri tem, ti, kar si napisal, tako kot sem rekel, si se podpisal. To je moj najbolj deljen, najbolj všečkan post na internetu ever, kar veliko pove v internetu. Več, pismo. Ampak to, ko se je pa ta stvar poobjavljala na vseh teh Facebook grupah in pageih, je bilo pa pobrisan stran Matej Vejca 6 let, ali karkoli si napisal. Je pa sam Matej bil podpisan, tako da je izgledal. Modro nebo me je pohvalil, da sem končno prišel k pameti, da je, poglejte, celo novinar to napisal. In pol sem mislil, čak, a je to res mogoče, da so oni to vzeli, kot da je to res, ampak vse se jim je vsulo po njihovem Facebooku, češ, a ste vi res toki idioti? In pol čez mislim, da so se pol zvali, sej mi, by the way, že ziher bomo kakšen mail dobil. Čiž da mi smo vedeli, da je to šala, ampak tudi šalami, moramo opozarjati na resne probleme. Skratka, ne moreš zmagati. Ne moreš zmagati. Če greš levo, grejo s tabo levo, nima veze. To sploh nisem razmišljal, da je anekdote so druge. Ampak to mi je bilo res takrat, ko se spomnim, ko sem še mina govorila, koliko se to pač šera, se to obstaja, to už najbolj dal v link. Se najbrž je nekje, ampak sam hotel sem je to nekje, tako, da še kdo sliši, zato ker meni se je tako zdel tisto res tako, pa še kaj mi je všeč, ker redko vidiš obe strani, redko vidiš izvor te šale, pa kaj pol to rata na internetu, ko dobi svoje življenje. Veš, ti ponavadi vidiš samo ta izrojen del, vidiš, ali kako te šerajo. Ankoli ne veš, kje je ta fotka nastala, kdo je to napisal. Meni je pa kle ful dobro, ker sem tebe poznal, da sem celo verigo videl. Ampak še nekaj, jaz sem to svojim prijateljem napisal, ki me poznajo in vejo, kaj si jaz mislim o teh ljudeh. En je dost, Matej. Je pa res, veš, recimo, ko se pogovarjaš, malo je nenavadno, da že v srednjem veku nihče ni trdil, da je zemlja ravna, to je kasnejše, ampak da se zdaj spet pogovarjamo o nekaterih stvareh, ki jih je znanost že obdelala, si mislim tako, ko sem se z Bavarjem pogovarjal, sem rekel, vse pač, ljudje so nevedni, neumni, pač so vata, ampak me je hitro rekel, to ni čisto tako, to so ljudje z volilno pravico in ni tako čisto vseeno, a imaš ti ljudi, ki volijo vlado, ki verjamejo v te stvari, ker kar vse še pol to za sabo prenese. Kje se pol konča ta miselni tok resnic. Zdaj pa naprej gremo na zadnja vprašanja. Bom tebe vprašal, samo zato, ker, kot si rekel, ameriška estetika, podcasti pa to. Pa prosim, imel sem namen celo mogoče kaj vprašati o Braziliji in Lizboni, pa ne bom, mogoče va to enkrat drugič se pogovarjala. O 404. O 404, veste, koliko ima Matej dejansko rad. Če nisem uporabil besede Portugalska, Lizbona, Brazilija, to sploh se dotakne, da nisem zelo slab intervju. Ampak, tisto, kar me zanima, da imi 3 tvoje top. Pa v nekih poslušaš, ni treba zdaj This American Life reči, pa Radio Lab. Razumeš, ker to mislim, da se ve. Deva te 2 stran vzeti. Kaj 3 top podcaste? Podcaste, ne. Ampak
eni, ki so tebi neki pomenili, razumeš, ni treba zdaj neko klasiko, ampak nekaj, ki ti slišiš tako, da bi rekel za cel šov, da bi eno rekel, če pa hočeš nekaj poslušati, daj tole poslušaj. Kjere 3 bi ti rekel? Ajde. Ok, zdaj bom ta izziv sprejel tako, da bom rekel 3, ki jih še niso sploh omenjala. No. Super. Ja. Res navdušen sem bil, ko sem bil v Chicagu in sem uživo gledal Wait, Don't Tell Me. To je News Quiz. To je format, ki mi je zelo blizu, tudi zaradi tega panelnega formata, stand-up elementov. In je to tako, kot The News Quiz od BBC-ja, ki je tako kolobaril vsake 4 mesece, mi je tudi Wait, Don't Tell Me totalno odličen kviz, tudi ker se dogaja pred živo publiko in svež. Ja. To je dober podcast. Ja, to je res. Se pravi, a veš zakaj recimo ful je trend v svetu, da ljudje zaradi vsega sranja, ki se dogaja, bežijo od novic, ta pa mislim, da je to, mogoče je to odgovor na to. Se pravi, si predstavljaš, to je bilo moment ful zanimivo, en dan narediti tak radijski program, da bo, a si predstavljaš, da bile novice v obliki, vprašanj, si to že imamo, ne, ali bo vladal, ne, ampak da bile novice v obliki kviza, recimo, Nik Škrlec bi lahko vodil to. Nik Škrlec bi itak vse lahko vodil, to je dejstvo. Ja, okay. No daj, še 2. Z dober primer. Ok, Wait, Don't Tell Me, tam je res v redu. Pol, a veš, kaj zdaj imam v glavi, tako pismo, pa bom šel pa domov, rekel, mater, to bi mogel reči. To je vedno tako, ampak gled, zdaj za 2 se moraš odločiti. A lahko pogledam na... Lahko seveda. Bom pogledal na telefon. Kaj sem zadnje čase poslušal? Aha, The Missing Crypto Queen mi je bil kar dober podcast. To je od BBC-ja. Ja. O tej... Eni, ki je en coin vodila. Ja, to sem poslušal zelo z zanimanjem, ker mi je pritegnil me zato, ker me zanimajo me, se veš, radi bi delali serial. Ja. In pol iščem take primere in iščem ideje in se Slavko Meričem to si bi že rekel, to še enkrat na glas rekel, The Dream, ok, sam povem. Vse imam ideje, ki jih moram realizirati v obliki podcasta. Ajde, še enega. Pa veš, mislim, ne bom ti dal imena podcasta, ampak kar meni zelo ostane v spominu, ko grem s kolesom v enem ušesu, a to sem rekel prej. Ja, nisi bolj, da zdaj rečeš, ja. Spomnim se, kjer poslušam najbolj pretresljive zgodbe. Ja. Ustavim se in se prav spomnim kakšnih epizod, ki so naredile res vtis name. No. Zadnja vprašanja. Najprej mi poveš, kjer telefon in računalnik in tablico imaš. V Apple vse. Ti imaš 10, kaj imaš, 10, ne? iPhone-a. 10 imam, ja. Ja, 10. To je že 2 leti stara. Ja, pa MacBooka, kjer tipkovnica dela. Ja, čeprav sem jo že zamenjal. To sem hotel, da rečeš. Ja, ampak ni bil problem tipkovnica, problem je, da sem imel včasih stroboskop. Touch bar temni del. Touch bar, mislim, je delal, ampak ko se je izklopil po minuti, ko pač se izklopi, da te ne sveti. To sem opazil, ko sem Netflix gledal, ko sem gledal Stranger Things. In je tam en Stranger Things tam začel utripati, sem rekel, a je to povezano, a veš, na ključi ni. In sem rekel, shit, a je to pa ful zanimivo, tako da gledaš Stranger Things in si ti začnejo Stranger Things dogajati na tipkovnici, ampak bizarno, pol sem zaradi tega malega kvadratka, 1 centimeter krat 40 milimetrov, zamenjali celo tipkovnico, mogoče tudi baterijo, kaj pa vemo. Ko bi ti le kdo, ko si kupoval laptop, če bi poznal koga, ki ti je rekel, da so slabe tipkovnice. Vsi so rekli, ampak sem rekel, zihar z mano, nič. Pa tudi podpore kar v redu. No. Ja, se so ker vejo, koliko so za nič. Ne, mislim, veš, da si navdušen, ko prineseš računalnik, ne vprašajo te po računu, samo zamejo, prite jutri. Ja, to ima Apple res pošlihtan, to se strinjam. Pa tablico imaš ti kakšno? Imam iPad 1. En star. Ja, se še vedno update, da tok star tudi ni. No. Ja, ok, dejansko dobivaš. Je pa v redu, da recimo, kadar grem na službene poti ponavad, če so res, recimo, Brazilija, recimo, polno vzamem MacBook, ampak vzamem iPad s sabo, tako iz previdnosti. Okay. Ker pač si mislil, brez iPada bom, brez MacBooka pa še ne bi. Ja. Ampak drugače od vseh teh stvari res tako zelo pozno, jaz sem se navdušil nad Applom. Mislim, tega računalnika nima niti 2 let, iPad pa iPhone pa malo več, ampak ti AirPods so pa res v redu. Mogoče eden boljših. Ja, to je pa res ugotavljam, da ti ta zadnji so me pa res navdušili, ker res,
si veš, ne, ti si mi enkrat prodal ene slušalke. To je res. Ja. In pol so počasi začeli, zelo dolgo sem jih sicer imel, približno 1 leto sem iskal nove, 1 leto sem iskal nove slušalke in sem rekel, nič bom jaz imel Beats Proje. Ja. In sem jih že kupil, naročil v trgovini in grem enkrat pogledat na splet, kdaj me, vidim novi AirPods Pro. Ja. In skencelam naročilo in rečem, nič bom jaz rekel te. Ja. Pa še že spet, pol se mi zdi... Pa tudi uro imam, lej. Ja, pa Apple Watch imaš, seveda. To je tudi recimo, vidiš, lej, tudi ura je recimo, tudi radijske produkte lahko plasiraš. Ne? Recimo, veš, ko podcast dobi notification, jaz vidim, na uri, lej. Ja, da je nekaj novega prišlo. Lej, nov aparatus. Lej. Ne me. Končno ima taj pravrnik. Končno ima taj pravrnik. Ne, ampak to sem hotel reči, no, sam pri teh slušalkah, jaz sem si zdaj tudi ene nabavil, ker so dobesedno brezžične, in je res tudi jaz to jemljem. Resnično brežične, ampak jaz to jemljem v tem kontekstu in radija in digitalno, veš, koliko bo šele to prenesel, ne? Se mi zdi, da je pa še en korak bliže temu, da jih je da je še manj trenja pri uporabi teh slušalk, veš, še kabla smo se znali. Včasih smo se res hecali, pismo, koliko cajta ti nucaš, da odvezlaš. To je Ja, veš, včasih si imel slušalke v žepu, in pol si vzel ven in pod minuto ni bilo. Wow. Zdaj pa to res preprosto. In kar je že spet in za radio, in za audio, sam super. In za zvočne knjige. Ja, in za zvočne. Celo v slovenskem jeziku. Še nekaj. Se strinjam. Res. A veš, belo se pere na 90, naslednja. Odlično. 5 appov, ki jih dejansko uporabljaš, lahko telefon vzameš. Povej. Okay. Valjda Twitter. Pa ti imaš dejansko uraden Twitter, tale app, ne Tweetbot ali pa nekaj. Ampak imel sem tudi ta nov app, ki je še v testiranju Twitter, ampak mi je skozi crkval, tako da sem rekel ne. Ok, Twitter 1. Twitter res uporabljam, se pa že počasi ne. Ne, jaz sem hotel reči, sploh še kaj ne. Ne, podcaste, valjda uporabljam aplikacije za podcaste. Kar od Apple, ne? No daj, še 3. Še 3. Wow, to je tako težko. Veš, kaj sem začel uporabljati? Snov. Za gledanje smučišč? Ne, za trekanje smučanja. Trekanje smučanja. To je me kar navdušila. Okay. Kaj snov se je reče? Pač? Snov. Ok, v redu. Rekel, Ja, ne, raj vprašam, da ni SN2. SN-O-O-O. Ok, ajde, še 2. Še 2. Ok, seveda uporabljam RTP Play. To je portugalski Netflix, oziroma to je njihov 4D. Ja. Še eno. Krv, no razlož krv, no dejte ti madam. Nimamo pol ure. Ne. No dej povej. Ne, krv je sodobna bančna pot. Dejansko kartica, na katero shraniš vse druge, pa dejansko ni račun, torej ni treba na FURS prijavljati, pa ker podpira Apple Pay, pa tudi moja banka, ki je slovenska. Podpira Apple Pay. Ja, že zdaj. Hotel sem reči, če vas pa zanima karkoli o modernem plačevanju, preko ure, preko brezstičnih kartic, preko česarkoli, je pa Matej Praprotnik pravi naslov. Pošljite mu mail na Twitterju, ga vprašajte. Avna Praprotnik, pa še kako se temu reče, če krv delim. Še provizije. 5 evrov, pa kaj. Ja. V resnici se počutim zdaj že kar malo kot en vplivnež. Ti si influencer za moderne načine plačevanja. To bi jaz kar podpisal. Ja. Zadnje vprašanje. Pa Teams uporabljam. Teams, ne bo. To je pa zdaj ena šala, ki jo 5 ljudi razume, kaj to posluša. Mislim, da je dobro, da smo do konca zdržali brez internih šal. V glavnem, zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Če bi mogel izpostaviti eno fizično stvar, se pravi, mora biti stvar, ne sme biti tvoja babi, ki je bila narejena zate, lahko jo še imaš, lahko je nimaš več. Kaj bi to bilo? Minidisk. To je legit odgovor. A veš zakaj? Zdaj sem odkril stare minidiske doma pod stopnico in sem začel poslušati. In sem videl, jaz sem bil že podcaster, preden so obstajali. A veš, kaj sem jaz snemal, ko sem bil v Lizboni na Erasmusu? A to še ne vem, se ne pravi, Lizbone, jaz sem se prav smukal. Jaz sem non-stop snemal in jaz sem še kar velik teh posnetkov in zdaj, ko sem šel malo poslušati, sem rekel, wow, že takrat sem snemal podcaste in bi rad to obrto budil, ker recimo eno navodilo, ki ga jaz na radiju nisem nikoli slišal, pa je ful zanimivo, je, da ko snemaš reportaže ali ko snemaš dokumentarce, me
vedno vklopljen mikrofon. Tega meni ni na radiju ben povedal, da ko greš snemat. Ja. Naprej, dober dan, gospod profesor, ne vem. Že takrat se lahko s tem pripoveduješ zgodbo, so se srečali. In jaz sem to dejansko delal, ampak to je veliko stvari, ki sploh nikoli ni šlo v kak radijski eter. A zdaj ga digitaliziraš arhiv? Mislim, digitaliziraš v smislu, na računalnik spravljaš. Ja, bom digitaliziral, zato ker imam recimo, ful mi je zanimivo, to so posnetki, eni so stari 20 let. Ja, valjda. Ja. In takrat, ziher bo moje prijatelje, par mojih prijateljev bo zanimalo, kaj so takrat govorili, pa ziher sem koga že takrat, ko sem sam mikrofon, pa skozi sem snemal, ziher sem koga navdušil nad zvokom. Fair da je point. Tudi zelo hitro, pač video je tak, vsi bi snimali filme, ampak enih par ljudi se je pa posvetilo samo zvoku. Tako kot recimo v Lisbon Story, veš, ko Wim Wendersov film, ko gre sound engineer, gre v Lizbono snimati zvoke. A ti film je sam snemanje zvokov v Lizboni. Po moje, ko sem šel tja Erasmus, zdaj sem mislil, to je moj film. Okay. Ampak to se zdaj zmislil. No, redo. To všeč mi je iskrena, hipna misel, ja. Pa nekako že spet povezana z Lizbonom, Matej. Ja, pa če me sprašuješ o Lizboni. Najlepša hvala, ker si končno vzel čas, Ja, da si bil v Aparatusu. hvala tebi, res sem počaščen, da si že od 10 epizode naprej To je res. razmišljal o To je meni. res. Tako da, lahko rečeš adijo. Adijo. Čau. Tole je bila 202. epizoda Aparatusa. Mateja najdete seveda na Twitterju pod @praprotniks. Res vprašajte ga karkoli, če hočete s katerokoli kartico in novodobno banko plačevati, on testira za vas, se temu reče. Meni lahko težite seveda na Twitterju ali pa na Instagramu pod @anzet. Res vsak feedback je dobrodošel. Še enkrat pa ful hvala vsem, ki podpirate ta podcast, brez vas se res ne bi več tega šel, tako da res ful hvala. To je do naslednjič to, tako da adijo. Oziroma, buenos dias, ne vem, jaz ne znam, to je špansko, to ni portugalsko, ne vem več, ko delam. Ajde, čau.